Vsi tisti, ki imate vprašanja, glede na to podajanje, kjer ga je Jerneja res vrhunsko podala, se pravi, pravi znanstvenik je tisti, ki zna na enostaven način vrhunsko znanje povedati normalnim ljudem, ki se s tem ne ukvarjamo. Jaz sem čist druge stroke, ampak to zadevo, Jerneja, hvala. Jaz sem razumel, meni je jasno, malo sem se tudi že prej s tem ukvarjal, ampak glej, meni je zadeva popolnoma jasna, kaj se počne psihološko, znanstveno in res. Jaz se spomnim, včasih sem objavil kakšno stvar na Facebooku, so rekli, ja, to si pa ti izmislil, kje imaš pa link, kje imaš pa vsi name, a ne? Pol pa, ko sem link dal, so bili pa tih. Se pravi, jaz ne smem svojo glavo razmišljati, jaz moram nekoga prepisati, pa ga citirati, zato da je to moja veljava, da velja. Se pravi, me delajo čist za robota že zdaj. Jaz ne morem svojo glavo nekaj povedati. To je to, kar si ti za ta vprašanja zelo lepo povedala, Jerneja. In to se moramo izogibati stvari, kjer nimajo recimo zdaj, če nas to učijo, zahtevajmo potem to nazaj. Ne morejo si zdaj oni izmišljevati brez strokovne potrditve enih stvari, a ne, od nas pa se vse to zahteva. Tako da zelo, zelo dobro. Jaz imam eno vprašanje. Ja, izvoli. Jaz imam eno vprašanje, Jerneja, če si zasledila jaz to zdaj, tako kot si sama rekla, kaj enkrat veš, pol vidiš druge prevare. In sem zasledila na Facebooku, imam eno prijateljico v Ameriki, ki se je zdravila zdaj za triple negative breast cancer. In sem šla izgledati, meni je že ime triple negative breast cancer bilo tako, no, kaj pa zdaj to? In sem šla pogledat in ti, če si, kot mislim, da si rekla, da se tudi z rakom ukvarjaš oziroma raziskuješ to področje, da so izumili, jaz temu rečem, izumili so raka, ki je tako rekoč, ne da je samo triple negativ, to pomeni, da je negativen trikrat, ampak tudi simptomov nima, oziroma ga ne morajo prav vse noter definicija, da v bistvu ga ni. To je rak, ki je triple negativ in ga pravzaprav ni, ampak oni sam smatrajo, da je, zato ker so se ga zmislili, zato da te ženske boge zdaj zdravijo in kemoterapijo jim dajajo in vse sorte, kot si rekla. Ne vem, če si to zasledila, ampak jaz lahko pogledaš, pa bi samo tebe slišala, če... Bom komentirala, ker jaz delam čist na tem področju. Ok, super, jaz... Ja. Ne, bom komentirala, ker v bistvu, ampak je pa to tako, ko so mi ponudili, bi gospa Tomšiča, bi bila vi profesorica, sem pa rekla, ne, hvala, jaz pa tega ne bi. Hvala Bogu, leta 17 sem že vedela, da ni za kaj gor nekam hodati. Jaz sem to tukaj dol, da jih zdaj malo lahko šimfam. Ker v bistvu, tole triple negative breast cancer v bistvu kaj to pomeni? Da je ta rak, ali ti naredijo to biopsijo in ti jo dajo na pregled in je v bistvu negativen na ta protitelesa za 3 določene beljakovine, ki bi bili kao markerji, ki jih iščejo. In potem pravijo, da ker oni lahko zdravijo rake, ki so pozitivni, ker imajo določene kemikalije, ki se kaj in to pozdravijo, tega triple negativ ne morejo kao pozdraviti in je lahko zelo agresiven. Ampak zdaj pa kaj naredijo? Zdaj pa v bistvu ti odstranijo tudi eno tako mehno zadevco, ki je tam, ki jo najdejo, da je triple negativ, ker pravijo, boljše odstraniti, ker itak potem ni zdravila za to. In mi delamo v laboratoriju na to, da bi najdeli zdravilo za to. Bog nam pomagi. Je pa tako, potem pa promovirajo v bistvu to double mastectomy, da se odstranita obe dojki. Zdaj je pa to tako. Jaz sem šele nekaj mesecev nazaj najdla, da obstaja cel sindrom telih vložkov, ki se dajo po operaciji. Kako se temu le reče? Breast implant.
Silikonski te Ja. In jaz sem, ko sem jaz to prvič slišala, jaz sem rekla, pa kako to, da jaz, ki sem v laboratoriju, ki delam z nekom tudi, ki spodbuja ženske, da si dajo, da pač naredijo to operacijo in tako naprej, da mi o tem sindromu nič ne vemo, ker zunaj je pa to, vsi te ljudje, ki so pa izven tega naše, kar rečemo, tega balončka, no, dajmo reči, balončka. Vsi oni pa ženske imajo probleme, ker v bistvu jih zastrupljajo. In zdaj je to tako, v bistvu, kaj sem jaz dojela, je to. Neki so si izmislili, ka mogoče res, če ti ne živiš pravilno, se lahko razvije v nekaj, da te lahko tudi ubije, recimo. Ampak v bistvu, kaj te ponavadi tako ubije, je itak kemoterapija. Dajmo na glas povedati, dajmo si povedati, kakor prav moja prijateljica, nalimo si čistega vina, dajmo povedati. Itak kemoterapija nas ubije, pa rak, razen če ti tiši, če neki zraste nekje, da ti tiši na razne živce ali pa seveda, če je v možganih ali pa to, ok, ne?